Zdravo. Ste pozdravili starše? Živijo. Hej. Kako ste? V redu, super. Lahko pospešimo tempo? Kako? Lahko pospešimo tempo. Če lahko pospešimo tempo, vedno gremo po najšibkejšem členu. Tukaj, ko gre najpočasnejši, tu gremo s tako hitrostjo hodimo. Ja. Vse lahko na mestu tečeš. Če boš preveč energije. Kaj? Se sponzorira GoPro. Ja, res je. Kad se vratimo iz kofera. Tema, kako se pripravimo že doma, preden se odpravimo na izlet, enodnevni, večdnevni, kakor ali pa na pohod. Kdo bi mi znal povedati, kaj je fajn pripraviti doma že? Voda, Voda si pripraviš, ja? oblačila, Oblačila, rezervno obutev, rezervno obutev, rezervno oblačila, rezervno oblačila. pa če treba rezervna železna rezerva. Še železna rezerva. Dobro. Zemljevid. Posoda, vir ognja, kompas, nož, odlično. Primerno obutev. Ja, smo rekli. Kaj je železna dopolnitev? To je tak izraz. Železna rezerva je rekel. Ja, vrv. Pač, Vodo. a veš, običajno je fajn, da imaš po dve stvari hkrati s sabo. Recimo dva kresila, zakaj enega zgubiš, ali pa se ti zlom, ali pa ne vem, ga založiš in si brez. Če imaš še enega, je to super. Ne? Ja, zdaj razumem. Ena ni nobena, dve sta pa premalo. Zato je pa še, Nejc rekel, da ima zlato rezervo, ima pa še tretjega ali pa še celo četrtega, a ne? On bi se tako pripravil, to je hotel povedati. Ja, več jaz, Da malo pretiravaš tudi lahko, a ne? Povej. ko imamo planinski tabor, pač jaz imam ponavadi 110 ali pa 150 litrski ruzak. Super. Pač, to je 75, to je malo. In če ga Ja. napolniš, tam boš ti prehodil. Jaz sem se po vseh teh letih naučil, da čim manj, tem boljš. Ja. Ne, jaz nosim. Jaz pa ne. Samo, Vi imate to. To vi vzamete na pohod, ta oprtnik. ne, je pretežek, samo to. Tukaj imam vrv, imam vir ognja, a ne? Ja. In imam nož. Že 3 stvari, ki jih rabimo, od 5. Pa pa je to ta Kjer so teh 5 stvari? posoda. Posoda smo še rekli, pa Ja, ponjavno. ponjavo rabimo, ne? Se pravi, če nas ujame dež, da se lahko skrijemo pod neko ponjavo, prosim. Kaj pa je ta črna stvar poleg noža? To je pa solzivec, Za medvede. a pa za ljudi. Ja, to za ljudi. Kaj pa naredi? To je v bistvu proti vsiljivcem, to imajo kakšne punce nose po Ljubljani v torbici, če jih pač kdo hoče ropati, da se lahko branijo s tem, a ne? Kaj pa je to sploh? Solzivec je tako, je v spreju, ta nese v curku in vsebuje kapiscin, to je snov iz čilija in je v tekočini. In to, ko dobiš v sluzenco, se reče v oči, nos ali usta, dihala, ti to zelo, bi rekel, kapiscin, če si predstavljate, da ga povečamo, a ne, je to zelo mikroskopsko majhna zadeva, ampak v bistvu gre pa za take steklene cevkčice, špičaste, ki se vam v sluzencu zapičijo in bolj masirate, bolj mencate, bolj si jih zarivate noter v tkivo. In bolj si razdražite potem sluzenco. Torej, če boste kdaj fasali solzivec, ne si mačkati oči, samo splakujte z vodo. Samo polivate se z vodo, nič druga, nič ne mencate.
Da probate sprati še tisto, kar se ni zapičalo noter. To je v bistvu tako kot prej. Kdaj pa gre ven, Ne. da se upečeš v Po nekaj časa, odvisno kakšen so zivci, eni so tudi taki, bom rekel, profesionalni, vojaški, so bolj močni, tam lahko tudi bruhaš, če si brez plinske maske, a ne? In tako naprej. So, kot sem rekel, zelo te prizadanejo lahko, ne? Te ne ubijejo, ampak vidiš pa vsaj na pol ure zelo težko, no? Če so zelo močni, ne? Če vas pa kdo na ulici napade, pa kot sem rekel, lahko uporabite ta solzivec ali pa če imate primer srečanja z medvedom. Če bi šlo predaleč. Tudi okrog medveda se bomo pogovarjali, vendar tole zdaj še ni tema. Lahko samo to povem, da boste malo bolj mirni, da je od druge svetovne vojne do danes medved v Sloveniji ubil koliko ljudi? 3, res je. Za 4. neveja je umrl naravne smrti, pa ga je pol malo medved odprl ali je pač ga medved ubil, ne? Torej v 80 letih so umrli 3 ljudje od medveda, od divjega prašiča pa več kot 100. Kdo je pol bolj nevaren? prašič. Kaj rečeš? Svinja. Ja, pa imamo mi to, vemo to. Ste vedeli to? Ne. Specialci veste, seveda, ker ste me že nekaj let poslušate. Ti konkretno, ne? Ja? To smiselno? Torej, medved ni noben bavbav, je pa res, da ne mara presenečenj. In kje on živi v gozdovih, a ne? In gozd je srečem je njegova dnevna soba ali pa spalnica, če hočete. A je res? Ali pa vas v dnevni spi? Ja. Ja. Ja, pliško. Ti ne? Medveda imate v stanovanju, boš rekel. Ne. Pliškota imajo, pliškota. A pliškota je, ja. Mi hodimo po njemu. Mi tudi po medvedi kože imamo iz tega tepi. Super. Pa nobeni lovc prehiša, ali kako? Ne. Imamo Veliko. Kupili smo. Imamo- Kupili smo. bedija, Dobro. dejansko medvedov. Ok. Ne govorim zdaj, kako se lovi, kaj z medvedi, kako vam hočem samo povedati, da bi šel skoraj staviti, da se zagotovo jih je več s kolesom se ubili v tem obdobju, a ne? Kot 3, več kot 3 zagotovo v 80 letih, a ne? Samo s kolesom. Koliko jih je z avtom umrl, na letalih, na vlaku, Več če 100. hočete. Ja. Ne? V enem letu gre lahko na cestah več kot 60 življenj. Ne? Približno Slovenija. Lahko tudi več, vse ne vem več. Več ljudi je umrlo zaradi požara, kot pa zaradi medveda. Zagotovo. Je še Ali pa so sploh se zdaj. zastrupili z monoksidom pa za večno zaspali, ja. Zagotovo. Karkoli boste našteli, po mojih je tudi strela več ubila. Nimam podatka, ampak veste, da je To bilo ravno lani ne drevo bi padlo, gozdarske nesreče, da ne govorimo. So bili pa tudi napadi medvedov, to je res, ampak v večini, v 99,9% samo zaradi spuščenega psa. Greste s psom na sprehod, takoj dobiš besedo. Greste s psom na sprehod, spustite psa, pes gre malo naokrog, ne, zavoha medveda, medvedko običajno, ki ima mladiče, seveda, ne. In ko bo pes prišel tja vmes nekam, bo kaj medvedka naredila? Je napadla ga in pa bo pes prišel nazaj do tebe, med bo zatekel Med za noge, njim. Ja. medvedka bo prišla za njimi, boš pasel ti. Ja. Ko pes bo pobegnil. Vi niste 60 ur hitri, a ne? Ne. Najhitrejši 20 na uro. človek je okrog 40, nekaj čez 40 volt, ne? Teče, ampak na 100 metrov, ne? Ne pa na kilometre. A? Ne pa na Ne kilometre. na dolge kilometre, na kratke razdalje. Tudi meriti na kratke bolj teče 60 na uro, ne na dolge. Zelo dober plezalec je, če smo že pri tem, a ne? Ja. Tako da mu ne boste kar pobegnili. Še to povem, kaj naredimo, če se srečamo z medvedom, da boste vedeli ravnati. Če ga vidite na daleč, na 100 metrov ali več, da gre v kontrasmer od vas, kaj naredite, greste za njim
Ne. Se obrnete in greste, kje ste prišli. Nič se ne derete, nič ne tolčete, nič ga ne vznemirate, slikate in greste. A ja, slika izgleda lahko najbolj ugotovil. Če nadaleč ne. Razen Drugo? Razen če imaš bliskavico. Lahko zazna. Drug slučaj je pa drugačen. Kot sem rekel prej, ne mara presenečen. To je enako, kot če bi jaz prišel k vam v polnoči v vašo hišo in vstopil v vašo otroško sobo ali pa vašo sobo, kakorkoli, in rekel, ej, živa. Ne pa še celo zadev. Bi bilo malo weird, a? Malo čudno, ne? Ne manj. Povej ne. Tistem bi verjetno imel vsak dan ob pozli kakšen nož ali pa kakšen kij. Tako, za vsak slučaj. Po tistem. Ja, Jaz po imam to. takem presenečenju veš, ko imaš nekje kakšen kij ali pa palco železno. Jaz imam to. Da. Torej, Izkušnje. enako je, ko mi pridemo v njihovo dnevno sobo oziroma v njihovo spalnico. Učitelj jaz imam In to. se kar naenkrat pojavimo tam, pred njim. Pa mu naredilo wow. Kak si? Kako pa žival odreagira, tako kot mi. Napade te. Wow. Wow. Pa je pa to zdaj, kje si pa ti prišel, od kje? Come on, nič nisem slišal, a ne? Ja, različno odreagiramo, enako živali. Je smiselno to, kar govorim. Ja, zelo. A zdaj razumete, kako se treba obnašati? Ko pridemo mi v dnevno sobo njihovo, v gost, mi opozorimo na sebe. To je naša dolžnost. Ko pridem jaz k vam domov, pozvonim na vrata ali potrkam, pa počakam, ne uletim kar v hišo, stanovanje. Je res? Ja. Enako je tukaj. Ej, Medo, mi smo. A problem to reči? Ali pa, tako, Da sliši. ali pa, ni problema, ne? Malo Ali pa- pozoriti na sebe. Ali pa to pacaš močno. Prosim? Ali pa to pacaš močno nekaj časa. Ja, pol ti noge padejo. V glavnem, ali pa spalco po drevesu, ali pa ne vem, karkoli. Ja? Se glasno pogovarjate, kakšno zapojete, če ste sami, ne? Sploh, če greste tako čez kakšno goščo, ker ne vidite, kaj je not. Lahko medved not počiva, ne? Zakaj pa ne? Druga stvar je, kot sem rekel, če pridete vi po tem hribu gor, medved pa po tem, a ne? Veter pa tako piha, po grebenu, ne? Recimo. Ja. Vi pridete tle, medved smo rekli tle. Se na vrhu srečava ali pa kakorkoli, na eni polovički. Kaj narediti? Otrpni. Ja? Odvisno, kjer je medved, ja. Kjeri pa so pri nas? Rjave. Samo rjavi, v Evropi živi samo rjavi medved, res je. In za zanimivost mogoče, če smo že pri medvedih, grizli je enako rjavi medved. Vendar, ja, vendar je dosti večji. Zakaj bi rekli? Ker grize. Ker grize več hrane, ja, kakor naš. Ker jo ima več. Ima več kadavrov, torej več umrlih živali, ima več brusnic, ima več jagodičevja, Pa ima več ima rib. več lososov, rib. A ne? Veste, da losos, ko gre 30 gramov, 30 dek ribica, gre v morje in se vrača nazaj 30-kilska riba. To veste? Ja. No, in ko to medved poje, dobi še pa še energije za čez zimo, a ne? In tako na ta način se naredi, ustvari maščobo, da ima za zimski spanec, kot hibernira, rečemo. Pri nas v Sloveniji spijo najmanj, nekje okrog 50 do 55 dni na leto samo, v tujini pa tudi do 140 dni. Za primerjavo imajo zimski spanec. Pri nas najmanj spijo v Evropi, a ne? Torej najmanj časa v So Sloveniji. najmanj leni. Ne, zime niso več tako močne in če se oni lahko še premikajo, če res ni globok sneg, so še kar aktivni, lahko rečem, tudi po zim. Kadar je pa res ogromno snega, da jim je, ne vem, do prsi ali pa še več, da je meter snega, takrat pa ne bojo kruzali kopali po snegu, pa se utapljajo v njem. Je smiselno. Ja. So rajši v brlogu pa spijo, dremajo, ne več. Sam človek je taki, da bi po skakem, ko ni sneg okoli lažil. No,
Gremo nazaj k tem srečanju, še enkrat to, da povem. Torej, ko se srečate z medvedom, je prva stvar, če ste vi medved, da se jaz na vas, torej glede na vas postavim bočno na vas. Ker sem ožji potem, tukaj če tako, ne? Ko so širši, ko sem samo toliko širok, a ne? Pa vidimo. Je tako, tako sem pa tok. Ali tok, ali tok. In če se obrnem tako, sem takoj videti manjša grožnja medvedu. Manj nevaren, če hočete. Ne gledam mu v oči, ker ima pa zelo dober periferni vid, torej zelo širok zorni kot, lahko rečemo, lahko tudi poskusite. Stegnete roke, gledate naravnost, prste ukrivite takole naravnost, zalomite v črko L in začnete mahati z roko. In gledate naravnost in boste s kotički očesa videli, kako se vam roke premikajo ob strani. Preveč se jih da gledam, kako bolj ob strani da, ja? Tako? Jaz jih tako vidim, tudi če se ne premikajo. Gledate naravnost in vidite, kako se vam premikajo roke vaše. Je? Antoni? Ja. Je tako? Ja. Torej, ne rabite gledati medveda v oči direktno, torej Bog ne dej, da ga gledate, ker ga s tem še dodatno izzivate. Torej, obrnemo se bočno in mu začnemo prigovarjati z mirnim glasom. Glej, Medo, jaz sem prišel po gobice, po borovničke, lisičke, Ne pa bo naredničke reči. robide, bojo zdaj zrele, a ne? Sem prišel po robide in ti ne bom nič hudega naredil, ti pej svojo pot domov, jaz grem pa svojo pot. A ne? Vmes mu pustim nekaj na tleh, a ne? In se mu počasi umikam. Kako meso najbolj. Kakšen sendvič je dober, ja. No ne, meso. Lahko mu pustite nahrbtnik, očala, klobuk, Majco. sendvič. Kar imate pri sebi, nekaj da pa vas diši. Kakec tudi kakšen lahko spusti, a ne? Malo se hecam, ampak tudi to je možno, ne? Če se ravno tisti čas. Ja, veste zakaj pa ne smete v rikverc hoditi? Ker lahko padeš. Nazaj, zakaj ne smete Ker hoditi? lahko padeš čez vejo. Lahko svoj drek stopite. To je hec, ampak Lahko čez vejo padeš. še enkrat podarim. Spravi, medved je tamle, ga pač sva prišla na blizu, kar naenkrat, so se srečala, ponovadi še mladiči pridejo okrog, a ne? Ker samci se nas običajno bolj bojijo kot mi njih. Prav samcev ne boste imeli probleme, ampak z medvedko, torej z mamo. In Še sploh, če ima mladiče. seveda. In kot sem rekel, se pravi, se obrnem bočno, se umikam stran počasi, a ne? Ne hodim ritensko, ker bi stopil, še veste, kam, ne? Ja? Se takole umikate, a ne? Bočno od njega stran in tudi če medvedka pride do tega vašega objekta, torej karkoli predmeta, no, pravzaprav kar ste dali na tla, kaj, se bo tle še zadrževala, ovuhavala, Sam ne smeš metati, ker je to vznemirno. se daš lepo na tla, ja. Do čutare jo ovuhava, kaj se vmes zgodi, jaz sem vmes pridobil še nekaj metrov razdalje do medveda. In po tem nekem času bo tudi ta medved začel razmišljati, da sem sploh še nevaren, se grem stran. Sem majhen. Govori, aha, to je človek. Torej, nikoli pa Bog ne dej, da mu obrnete hrbet. Če mu boste obrnili hrbet, vas bo takoj napadel. Takoj. Takoj postanete plen. Dokler pa on vidi naše oči, ima pa respekt, spoštovanje in strah. On ve, da je človek lahko nevaren. Kako to mame učijo svoje mladiče, ne vem, ampak vejo pa. Medvedi vejo, da oni nimajo naravnega sovražnika, imajo pa strah pred človekom, ki vejo, da jih že vsa leta strelja, ubija, lovi in tako naprej. Imajo to nekje v podzavesti, ne? Kako se to naučijo, ne vem. To ne znam povedati. Ampak strokovnjak za medvede, Miha Krofl, doktor Miha Krofl, ko smo bili na izobraževanju za vodnike za ogled medvedov v naravnem okolju, nam je vse te stvari povedal, ko vam jih jaz zdaj predajam naprej.
hrbet lahko obrneš, ko ga več ne vidiš. Ja, pa še takrat bi mal šel tako, ne? Rajšel rikverc, kako Ja. da mu hrbet kažem. Če se začne medved približevati od tega objekta proti vam, bo verjetno naredil napad. Ali pa naredila napad, izvedla napad. Vendar, to si zapomnite za vse večne čase. Prvi napad je vedno lažen. Ponavljam, prvi medvedov napad je vedno lažen. Kako zgleda? Medved bo pritekel do vas, medvedka, no, običajno, kot sem rekel, se dvigne na zadnje šape in s prednjima nogama udari v tla kakšen meter pred vami. Da se malo zemlja zatrese. Da vam malo drekoriti zmrzne, da rečemo, ne? In to je njen namen. Njen namen ni, da vas pokonča, da vas ubije, vendar onesposobi. Zdaj, običajno, ko bo pritekla do vas, se boste verjetno sesuli v kacuna od strahu. In če že to delate, se dajte pol še zakriti vitalne žile, s komolci vitalne organe in z nogami trebuha, ne? Da si pač čim bolj zaščiten, če bi že karkoli hotela ti narediti. Da čim manj poškoduje. Prosim. Zakaj pa te napade, če imaš obrnen hrbet? Zato, ker ne vidi več naših oči. Dokler pa vidi naše oči, pa ima, kot sem rekel, eno strah ali pa spoštovanje. Zato, ker imamo vsi, vsi predatorji, zveri, imajo oči tako, kot mi. Vsi, ki so po plenih, imajo pa tako na strani zajc, veverca, ptice, pa še kaj, ne? Je res? Ker so plen. In rabe imeti velik zorni kot, da vidijo koga? Plenilca, ne? Plenilci imajo pa vsi tako, lisica, jazbec, kuna, ris, volk, medved, a ne? To so pa, kot smo rekli, zveri, šakal, rakunasti pes in tako naprej. Dobro. Da ni stlačena skupaj, ker če ne bo zagorel. Enostavno mora biti dovolj zraka vmes, da zagori. Za gorenje rabimo zrak, kaj še? Gorivo in toploto. Je res? Ja. Toploto bomo dali začetno iz vira ognja, torej iz krsila, a ne? Krsilo damo gor. A pa če vam s tem pokažem, kar boste vi imeli, date v sredino vate, ta napis up date gor, da gleda proti vam, date na začetek krsila, z levo roko, če ste desničari, primete to paličko magnezijevo, to je pa kovinska ploščica iz železa. Date gor, rahlo privzdignete, palec naložite gor in čim bolj pritisnete dol, da se vam, ustvarijo iskre, vroče od 1000 do 3000 stopinj. Ne boste se opekli. Pomembno je, da zažgete netivo. Netivo je pa vse, kar je tanjše od šivanke za šivanje, je suho in gorljivo. Vse to je netivo. A je regratova lučka lahko netivo? Ja. Je. Zakaj? Ker ima one laske tanjše od šivanke, sploh če je suha, je super in gori. Pa vse podobne mucke in take stvari. Tukaj imamo tudi brezo, sem je šel iskat direkt z drevesa. To lahko tudi kadarkoli prižgete, tudi če dežuje. Tudi če je mokro, ni nobenih problemov. Lahko tudi polijemo, če hočete. Dajte politi. Še prej zagori nekaj cajt. Ja, spravim, boste zdaj mi tole polili, da je deževalo, da je mokra, ne? Čak, imam jaz tukaj vodo. Ne rabite. Ne rabim. No, v redu je. Glejte, a je celo mokro? Ja. A? Ja. Evo. Malo težje.
kaj? Malo težje je samo. Malo teže. Ni panike. Če si vztrajen, ni nobenih težav. Spravi, postrgamo tole dol. Lahko jaz vidim. Lahko zmaknem. Prosti. Prav to strugam dol, kar je mokro, a ne, da malo sušim. Ok. Potem pa nastrugate tole. Take drobne opilke. No, pa so se mi stresli. Ok, dobimo takele opilke, zdaj so suhi, vzamemo kresilo, nastrugamo malo magnezijevega, torej malo magnezija takole noter z robom, bom kar takole segrel, mislim najboljše, evo ga ogenj, aha, še malo. Vedno pretaknete še zraven takle košček. Je bilo mokro, ne? Da. A gori? Da. A lahko s tem zakurimo začetni ogenj? Da. Seveda lahko. Kaj rabimo? Drače, res je. Kaj pa je drače? Drače so suhe veje. Drače ima tenke palice. Manjše od mezinca, ne? Ali pa od svinčnika. Tako je. To pol nalagamo gor. To je drače. Tako. Glejte. Sprav drače mora biti tudi tako, res je. Suho mora biti, a ne? Gorljivo smo rekli zopet, a ne? Lejte, to gori tudi, če je bilo mokro. Tudi, če bi deževalo, lahko z brezovega lubja prekurite ogenj. Poleti, po zimi, jesen in pomlad. Prav? Nec povej. Pa lahko tudi, ne vem, od smreke, ki imajo spodaj one odmrle veje, ne? Odmrle veje, tudi če je mokro in če vzameš, a če dosti opuliš dol, da prideš do ognja. Tudi to bom pokazal, res je, ja. Ja, tu zunim lahko. Tudi s tistim lahko, tudi to vam bom pokazal, res je. Kaj pa ni tako, da drače lahko tudi zakuriš ogenj. Tako, da Netivo rabiš, če imaš kresilo. Če ne pa lahko direkt prižgeš z žvigalnikom drače. Tiste pa malo težje, veš. Zato je fajn kresilo imeti, da se naučite, da spoznate netiva, kaj se zelo hitro name, pa kaj morate bolj se potruditi s kresilom, ne? In boste seveda tiste netive uporabljali pri bowdrillu, ker se hitro namejo, a ne? Recimo kakšna suha trava, če veste, da jo zmečkate, zdrobite v drobne laske, ma to gori, ko strela, a ne? Seveda mora biti suha. Ne pa suhe listje. Suhe listje je najslabše, kar lahko zberete. Zato, ker za svoje gorenje porabi ful kisika, ki ga ujame iz zraka. In s tem, ko pogori listje, začne tleti in, kot sem rekel, zaduši ogenj. Prosim. Ali pa najboljši, da imaš, ne vem, 10 cm vrvice, ne? Lanine, ali pa navadne vrvice, ne? Ja. Pač mora biti navadna, ne vem... Konopljina, recimo, ja, res je. Pa podreješ, ne vem, centimeter, pa sam razcufaš. Res je. To ti je najlažje, pa ne zauzame placa. Res je. Kaj še lahko narediš? Kos malce si odrežeš od spodaj, ne? A je problem? Je suha in jo prepališ. Pržgeš, a ne? Glejte, koliko časa to gori. A ste videli to? Ja. To še kar gori. Dobro gorijo tudi igle od ciprese. Seveda, od smreke. Tudi sveže. Sam rabite začetno vročino. Ja.
A ne? Bor, tudi suhe, brin posušen. Ga itak uporabljamo za ta, kako ne rečem, ognjeni efekt. Na kakšnih kresovih je običajno na vrhu kakšen brin. Tisti tako močno zagori, kot strela. Jaz bi tudi hotel biti na palcu, pa na ognju. Pa ne gre, ne? Pa ne gre, ne. Bi šlo Bor. sam. Bor. Ja. Bi Bor bila skupla. in brin. Evo. Zdaj tle ne bomo kurili ognja, ne. Sem tudi malo prepozen. To vatko imate lahko za dvakrat. Kaj? Nejc. Kaj ne samo on še sovata? To imaš za dvakrat za prižgati ali pa trikrat. Tako. Ja, pomagate. Ja, ne smemo jim zakuriti ognja. Ja, ampak tako pomagate. Mi nimamo še tega kresila. Boš počakal. Ej, bliže moraš, bliže. Kar gor polož, ja. Moramo počakati, da ne narejo. Odrivaš s palčko vato, če nisi opazil. Kar gor položi palčko. Še, malo hitrejš probaj. Tako. Evo la. Eno ogenj Par? zakurjen. Kresila si zamenjajte. Bravo! Date na pol vato, ker to vato imate lahko za dvakrat ali trikrat. Jaš, daš na pol vatko, pa lahko še enkrat na pol. To si prišparaš, da boš dvakrat ali trikrat zakuril. To vatko pa daš tako, da si jo nacufaš, veš, čim bolj si jo še nacufaj, prav? Tako, narazen, ja. Sam ne si jo stiskati preveč. Tako da ima zelo. Kar močen bodi. Še, kar močen, tako. Bravo, super. Bolj nacufajte vato, prosim. Vse on ima, sam se zaskup dal. Ja, sam zdaj mogoče daš na pol vatko, da imaš za dvakrat ali trikrat. Čist malo rabite. Ne, kar pustko. Prosim, Lahko še eno vato? le tukaj si jo vzem. Pol imaš še lahko od tega. Kar nasloni se gor, nasloni. Kaj? Tako. Gor na naslon. Bolj po stran dol. Ne, prehiter. Tako po stran dol. Zdaj pomagi tistim, ki še niso prižgali. A kresilo imaš ti, ali? Kar poštimi se, pa potegaj. Pa poštimi se, Jaz sem pa zdaj potegaj. napisal. Enkrat se že bo. Aha. Zelo pravi. Uspeli. Gre? Ne še. Kar močen bodi, kar gor se nasloni z desno roko, tako. Mečkem bolj močen moraš biti, veš? Pa mogoče ploščico malo pod kotom. Tako. Mogoče v zrak prvo probi, samo da občutek dobiš. Ni iskar, ne? Ne vem. Jakob, greš pomagat? Močnej pritisnem gor. Kar močen bo to, Oliver. Pa sam daj kresilo gor na vato in močno pritisnem gor na kresilo. Nav se zlomal, kar močno pritisnem. Zdaj prvo probaj v zrak, da dobiš občutek. Ne, premalo si močna. A je ploščica up, gor, ok. Pod pravim kotom mora, tako. Ja.
Ni cukor. Čakamo to togati čanta. Zakujmo ognjo. Silo. Položi to na plustico. Na tako. Evo, nisem. Glej, obrneš tle, ki piše ne tako, ampak tle, ki piše up. In potem se sam pritisneš kokrlo gor in daš. In boš dobil isto. Okej. A vama gre? Ja, jaz Pa jaz sem že travo zakuril. Ne zdaj ognja, Kurt, prosim. Malo podkočen. Tako, malo podkočen. Pa z vso močjo gor na palčko pritisnem. Mogoče še malo nacufaš, Brin. Kar hitreje potegnem. Mogoče daš se malo bolj na kup. A veš, da imaš, mislim, ne spet preveč, tako da je kar tako malo puhasto. Še malo. Ful močno gor pritisnem palčko, se ne želi. Veš, kaj ti predlagam? Da počepnaš. Tako. Boš po moje lažje, veš, tako je. Mogoče malo hitreje potegn. Tle gor pritisnem že vso močjo in pa sem dobro. Še malo bolj močen. Mogoče malo hitreje, kar večkrat potegni. Eno za drugim, tako. Kar daj, tako je. Ti se že malo udaril, a ne? Malo po drugačnim kotom. Daj probi, Brin, prvo v zrak, da dobiš občutek pod kakšnim kotom. Je šlo? Jaz sem že. Ok. Čakam njega, pa mu pomagam. Pa sem mu pokazal, da moraš... Skoraj. Še je bil... A ja. Ja, hočem ti sam pomagati. Daj s povrotem moje kresilo. Daj s povrotem moje kresilo. Kad zakurimo. Ni tako enostavno, ne? Moje kresilo. Tja še šlo? Ne še? Kar trdno podlago si, ja, najdi. Še malo vato nacufaj, puhasto, tako je. Pred malo časa sem komu dal. Kaj si? Pred malo časa komu dal. A ja, si dobo komaj kresilo. Ej, kar položi na, veš, palčko položi na vatko. Njemu lažje zrak. A ti je, aha, okej. Kar ti je lažje, ja. Tako ga primi, ja. Kar položi na vatko položi. Tako. Tako. Mogoče prvo v zrak probaj, da dobiš občutek. Ful dober, je skozi iskre, so skozi telo. Sem si moral samo enkrat to rožiti. Ne. Tako. A je šlo? Ja, Arja. meni je, zdaj pa pomagam še... Oliverju? Ja, Oliverju. Rabim še eno drugo. Mogoče kombinirajte z dvema kresiloma. Če vas ta vrvica moti mogoče. Ja, kje je un? Daj ti njemu, Tjaž zdaj njemu daj, Maju, kresilo. Mogoče bo lažje. Se gre. Sam palčko pa tako je. Celica ona dva kurita ljubje, kot eni še niso. Vem. Aha, zdaj ta kresilo prvo tistim, ki še niso vace zakurali. Klemen. Veš kaj, zdaj pa sem naslon dol, ker se ti ne bo zakuril. Val gre?
Jaz to, kar imaš še nekaj zraven. Ja? Kaj pol, uspen, samo če se to zgori? Ali mora... Ja. Sam bližje, daj vatki. Tako, ja, še. Kar eno za drugim, daj, malo hitrejš. Sam fajn nasloni na vatko. Evo ga, super. Sam ne ognja, Kurt, prosim. Lahko zdaj dobim potestilo. Dajte rajš tega vzeti. Tako je. Jakob, probajte malo v zrak, da dobi občutek. Ajde, probi še enkrat. Oliver, fajn bod močen. Vidiš, da gre. Ja, sem tako. Tako je pa težje, ne? Ja. Se bo. Tako, ja. Tako, bravo. Kar dolge potege delaj. Bravo, še. Hvala pomijamo, tako svato se da. Drugače pa sam specijalce pomijamo. Meni se zdi, da bi bilo glih obratno. Ej, poglejte, kakšen... Ampak zelo dober let. Bo tukaj, dober. Tane. Gremo dalje podira. Nič ne da. To te podira. Imamo mesto, kjer je veliko debelih. Samo, bo pa zdaj prav, da priste. Je bilo samo Malo malih rabno, malo veliko malih rabno. Ja, oba. Ne, to je vaša stran. Si zamislite, da zdaj oba pride, pa vse podere. Ne more. Ne bo. Aba tam počiva. Ki je? Tukaj. Če najdemo kakšne debele, lahko tudi damo na druge debele. Kakšne so velike, seveda. To je industrija. Zdaj delamo najbolj nepremočljivi bivak, kar je do zdaj ratal sam na enem terminu. To gre pa bolj. Ti bomo tota bomo gledali. Ne, toto daj bolj tak, ja. Nekaj krotimo. Zdaj devaš na domestne velike palce, gledaj, ki so lukne. Super, mi bomo imeli najboljši. Bere. Je tudi tako tam. Wow! Tako. Ja, robisz tylko tutaj. Robisz tylko ten mały, ten koniec, a one robią go, one wielkie. Tak, podamy wszędzie. Tam do lani. Podamy wszędzie. Tutaj mamy dom. Nie, no było tu. Ja, Ci się we mnie jest. Niech
palc je dol. Tle tudi še tako poletje. Jakob, kar čim več palc tudi lahko date gor. Ja, malo nam manjka palce. Ta večji, ta večji polijem. Teh ta srednjih je toliko, da zdaj če polijem malo na človek. Ampak mi smo pomagali na tem drugim. Oni strgajo z dreves. Kaj? Strgajo z dreves te veje. Ja, vse v redu. A ja. Ja, rabimo veje z listi, ja. Tako, čim boš prekrit. Ja, Laris, danes smo se zmenili, da bomo sam jaz šel noter in pa bomo videli, kjera polovica je bolj mokra. Ne, za oba mora biti dovolj prostora, smo rekli. Za Ja, dve saj- osebi. Vse Tle je, bo, tle vse bo. bo, seveda bo. Vse ste v redu zastavili. Ne. On je žival. A ne. Ale jo. Veselica. Te bo imela veliko listov. No, dragi gledalci, zdaj bomo priča preizkusu tega bivaka za dve osebi. Ena stran je kar dobro zasuta, zelo lepo vidim. Kaj pa ta druga? Pa malo manj. To malo dvigam. Tako, sta oba noter. Da. Toplo, ne? Je, tle bi bilo kar fajn, ja. Ja, hiter, ne? Še gor zapremo vhod, a ne? Z vrha. Da. Samo res. Ja, seveda. Ok, bomo pričeli z preizkusom. Kako je šlo drugače? Fajn. V redu? Ja, kar hiter smo delali. Pridni. No, bomo videli, kako voda drži. Ti šefka bo bolj moker. Ti spuca. Ti spucate pol posodo, ne? Pomivate posodo. Ti ekipa ali samo še? Cela ekipa. Šef vam red. Ok? Velja? Gremo. Ja, direktno. Enakomerno kaj pa je? polivam. Kaj pa je? Tako pa tebi kje je dol. Mal, mogoče sem mehčkem predolg. Kapla? Ne, načinček. Ja, jaz sem pa zdaj Ja, zdaj pa. Zdaj sem pa že. Si že mokar? Malo pa zelo malo. Saj je poletje. Jaz vidim 4 kaplje. Ok, Jaz sem zdaj pa že kar. noben ni zmagal. Jaz sem pojete ven, morata priti. Jaz sem ful A moker. ja, še druga bo. Dvakrat, ja. Daj, da vidimo. Sta malo počila. Ja, Da vidimo, kjer je bolj. na najbolj udobni posli. Ajde, kjer je bolj, jaz ne vidim. To bi lahko malo še. Jaz ne vem, jaz sem sam tlele malo dolg in sem direkt ven iz vlaka. One dva so isti. Zdaj boste pa še spadi. Jaz sem. Jako pa čutiš veliko mokre. Ja, oba dva so. Jaz nič Ker ne pridsta čutim. ven? O, jaz imam pa zdaj že lužo. Pridsta ven? Pridite ven, da vidimo. Upam, da smo zmagali, čeprav smo bomo. Eden pa po eden. Ne, morava iti oba, zaradi tega, ker Jakob ima eno kapljico na hrbtu. Ni že En, dva, dobro. tri, štiri. Dva pa poriti, ja. Če pa poriti mu. Postavlja tako en zraven drugega. Ja, poriti je. Jaz sem pa čist moker, po mojem. Ker Brin zraven se Jakoba postavi. Obe dve so zmagali. Kar težko to, da se bo. Zgubili smo. Ja, Brin je klele kar Jaz sem fajn, ja. tukaj. Zgubili smo. Ja. Ja. Žal brin. Mali In njegova... vse. Isto, to je isto. Jakob, ti si prva skupina. Da. Prva skupina je zmagala. Čestitam. A je fair? Se strinjamo? Imam tukaj kakšno pritožbo? Ja, jaz bi rad sam pomival posodo. To ne bo šlo. Zabravim si Kaj je bilo zdaj? Tole. A žal sem, da ste izgubili. Ja, ker sem prej sem vzel toliko od tukaj in se ven, na igrišču nekam in pol Kam gremo? na Bloško jezero. Na Bloško jezero. Živijo, Tukaj smo. Jakob, ti si metla? V redu.
Vse pod kontrolo. A ne? Lepa jelenova sled. Kar lepa. To je jelenova sled. Od jelena, ja. Od jelena. Preskočil jedna. Velike, ne? Jelena. Zdaj probala jelena. Ja. Ne zaostajamo. Evo, nativo, suhe trave, semena suhih trav. Šentjanževke. To je šentjanževka, oziroma takole, ja. In ko trgate cvet, pogledajte, zdaj bomo barvo prstov, in ko ga stisneš, Pravi žuto bojaš, tak. ne, tale ni, tale mogoče, bo še dal kaj od sebe. Ko ga stisnem, ni več barvila. Veš kaj, mogoče je prepozen, je že avgust. Ima že suhoja. Evo ga, tale pa bom imel. Barvo, vidite, je tako vijolično? Ja. Vidite? Ja. Kaj da sem krval. Tako preverite, če je to šentjanževka, mora tako vijolično barvo spustiti, cvet. Julija je to ful bolj intenzivno. Seveda, zdaj gre že je že v zatonu. Ampak da se prepričate, povej. Da je drugače barve tudi regradova, to ta spušta regradov cvet. Take barve? Ne, drugo. Aha, Iste barve je rumene, misliš, ali kaj? Ja, iste barve, rumene sem spušča rumeno barvo. Aha, to pa rumeno, ja. ne Ja, vijolično, ja, ne ja. vijolično, ta Bel vijolična. mleček, ki pol oksidira pa postane rumenkast, ja. Prosim. Zakaj ste nam to pokazali? A je to kaj užitno ali Šentjanževka je primerna za namakanje v olje, pa za kakšne opekline. Prosto pa nisem povedal, Pa ja. za čaj je tudi. Pa za čaj seveda, za pomirjevalo. Pomiritev, ja. Tako. Ja. Pa ga pa ne zbudiš, a veš. Se ne rabite teči za mano. Jaz sem zato, da vas posnamem, veš. Sami specialci na kupu, ne. Tam je oranžne majice, a ne? Oranžno majčneži. Brin, me sprejemaš, me sprejemaš? Da. Sam preverjam vezo. Kako ste punce? Povejte staršema, ste v redu? Jih kaj pogrešate? Ne. Ne. Pa se ne moreš verjeti. Je čudovito, pa se imate dober. A ki komaj čakate jezero? Da se ohladimo malo? Ja. Najprej se bomo že zdaj v tem potoku, v reki Bloščici se bomo zdaj malo ohladili noge. V toti puščavi res ne moram. Ja, jaz sem izgubljal 11. Moja mama rdeča ograja. Pa sem komaj prišla na manjka. Zdaj bo prva ohladitev v reki Bloščici, tlele se boste v senci, prosim se zul čevlje, štumfe. Kdor je v sandalih, gre lahko v sandalih skozi. Težko bo. No, sezujemo se.
Gremo lahko v Bolj po levi strani hodite. Prosim. Ti imaš lahko teve gor, ja? Ribice, koliko jih je, če ne upam, da se kaj vidijo. Tle po levi strani hodite, ker je bolj plitva, da ne boste hlad zmočili. Se ste v glavnem v kopalkah ali kako? To je potoče. Tamle ob robu, prosim, poglejte, boste videli, koliko je lukenj od rakov. Pod vodo morate gledati, koliko je enih lukenj. To so vse luknje od rakov. Mogoče še, ja, od rakov. Glena je dober. Ja, A? glede na to, da je to reka, ful topla voda. Dobra, ne da. Veš kaj, čisto po ravnem teče, zelo počasi teče. In vidiš, koliko ima enih krivin. Ker, kot sem rekel, čisto po ravnem teče, ne. In si pol voda najde pot, ureže strugo in to je to. Sam še vedno pa, če dvigneš nogo, ti jo vnaprej zaprava. Malenkost mogoče, ja, malenkost. Malci, sam, če ti ne bi bila reka, bolj bi bil super široki pokoj. Ja, pa bi bilo jezero, ne. Evo jih. Ja, seveda, ker je spet mrtvi rokav, ne. To je kar pot, veš, pot gre tole čez, na drugo stran, tako smo šli noter. Ni bilo pikapolonce. Questo bubice tanto. Non è di paves. Dosti. Sem mladiča, vidimo? Ja. Sem mala. Kje? Je bil vrat raca. Pol na zadnje, ko me ne bi bilo več bil pa na skalah. Jaz tudi v enega vržem. Pidi gor, da se na krožnik postavimo. Ja, na tabor ne, ti pa sami dajo, pa rečejo 5 si kupa. To pa ne kupaš, ne? To se lahko kruhom vred. To ni moje. To ni moje. Sem res. Pa taj.
Ja, to bo druga stvar, sam lobi ga. S čim pa zracu? Ja, lahko je tofu, lahko je chicken, pork, beef maybe. A videl sem jaz pojedla zadnjič prvič. Zadnjič prvič. To me je zbudil iz spanca. 4. Zdaj! Zdaj pa najdaljši skok. Najdaljši skok. Katja, najdaljši skok. No, da vidimo. Ni tako daleč. Bom probal boljše. Felicija, greste po stopnicah ven. Aba. Daj varico še. Ni mi uspelo. Kako je bilo na kopanju? V redu? Ste uživali? Kje je bilo najboljše na toboganu? Enkrat sem jahal na reki in drugikrat sem jahal na trebuhu in mislil sem, kako naj jaham. Izmislil sem, zelo lahko je to je, samo jahaš dol, ko si še jahaš, greš čez trebuh in to je najlažje. Si šel zelo hitro, ne? Jaz se nisem sjupala po trebuhu. Vse je pametno to. Ja, Bolj previdno, bolj po ritmu pa je. Ampak po ritmu je bilo najboljše, ker je bilo prehitro. Super. Vi ste se imeli v redu na kopanju? Ja, Super. Je bilo v redu, Ivan? Ko bo prodaš izraz 250 kujenov. Da je fina še voda, ne? Kdo bi ti kuhati, da ne spavim? Kako ste? V redu. Dobro, V redu. super. Aj. Evo jih, pridni, ko pošibate. Imam vprašanje, ali bom vrnili se? I'm just arranging the form. No, it's... Tamle je snežnik, vidimo vrh. Aba, So, from the 45 proščam za tole. we get to 360 million grams. Okay? And then we screw that tree. Visok je vid. Okay? And we get like that, we get 360